CitySense je evropski raziskovalni projekt, v katerem testiramo različne nove pristope na področju zaznavanja kvalitete okolja. Če smo bolj natančni, gre za naslavljamo kvaliteto zraka v Ljubljani. Glavna novost tega projekta pa je, da v veliki meri naslavljamo različne javnosti. In sicer za uporabo novih senzorskih tehnologij in pa drugih orodij in pa aplikacij, ki smo jih razvili v tem projektu. Zrak v globalnem svetu, na globalnem nivoju se prepoznava, da je seveda zrak vedno bolj pomemben, kvaliteta zraka, ker je to seveda glavni medij, preko katerega pridejo različna onesnaževala v človekovo telo. In tudi Mednarodna zdravstvena organizacija ugotavlja, da je kar osmina vseh prezgodnjih smrti na svetu povezanih z slabo kvaliteto zraka. V številkah to pomeni 7 milijonov ljudi umre zaradi tega na globalnem nivoju. Naš projekt v Ljubljani poteka nekako na 3 nivojih. Partnerji prihajajo iz teh različnih področij. Tu so partnerji, ki razvijajo različne senzorske enote za zaznavanje kvalitete zraka. Potem je močen segment informacijsko-komunikacijska tehnologija, se pravi, kako izmerjene številke spraviti v neko obliko in jih vizualizirati preko spleta in tako naprej. Potem pa je še tretja komponenta, ki pa mogoče še najbolj pomembna in najbolj zahtevna, to je pa tako imenovano opolnomočenje oziroma empowerment po angleško. To so pa te dejavnosti, s katerimi želimo vključiti kakršnokoli javnost, ki je zainteresirana za kvaliteto zraka. Naš cilj pa je približati to problematiko ljudem, da so ozaveščeni in da lahko razmišljajo, kaj lahko sami pripomorejo k rešitvi in k boljšemu zraku. Eden izmed načinov, kako so lahko ljudje udeleženi v ta projekt, je na primer preko senzorskih enot. Tule je en takšen primer senzorske enote za zunanji zrak, ki jo lahko namontiramo pri njih doma. Druga možnost pa je, da nosijo s sabo mobilno enoto za merjenje kvalitete zraka. Tule je nekaj primerov, tule je ena, potem so še tudi drugačne, kot so tule. Tole je hišni produkt, narejen s strani naših kolegov na odseku za komunikacijske sisteme, novejša verzija. Neka skupna lastnost vseh teh enot, ki vam jih kažem, je ta, da so precej avtonomne. Gre za tako imenovane mikrosenzorske pakete, kar pomeni, da so miniaturni, avtonomni, ne potrebujejo nikakršnega vzdrževanja. In ti parametri, ki se zajemajo, so klasični parametri, poleg seveda meteoroloških, temperatura, vlaga, zračni pritisk, tudi dušikovi oksidi, ogljikov monoksid, ozon in pa količina prašnih delcev. Se pravi, ena takšna enota, tale konkretno, na vsakih 15 minut preko mobilnega omrežja, SIM kartice, prenese vrednost za 8 parametrov na server. Mi zelo veliko naporov vlagamo v to, da ugotovimo, kako so najprej tovrstne enote natančne in pa predvsem, kaj lahko naredimo z eno takšno informacijo, ki nam jo te enote dajejo, in jo naredimo uporabniku prijazne. Uporabnik lahko dostopa do teh podatkov preko spletnega portala, kjer so podatki na voljo v zelo različni obliki. Lahko so v čisto surovi, naprimer kakšni, ki so bolj raziskovalno usmerjeni, jih ponavadi zanimajo surovi podatki. Potem so v obliki grafov, nekih dnevnih povprečij, tedenskih povprečjih. Predvsem pa gre za to, da vsi te enote dajejo rezultate v realnem času. Naprimer, enota, ki si jo lahko namestimo in jo uporabljamo v vsakodnevnem življenju, naprimer na poti v službo, med rekreacijo, se pravi kjerkoli, nam v realnem času daje rezultat v obliki indeksa kvalitete zraka, ki izgleda nekako takole. Tale številka recimo pomeni, da kvaliteta zraka v tele naši pisarni ni najboljša in nekje
srednje dobra. V primeru pa, če želi uporabnik izvedeti kaj več o tem, kje se je gibal, pa lahko pozneje na serverju na spletni strani vnese svojo identifikacijsko številko in izriše se mu pot, ki jo je opravil, in z dejanskimi vrednostmi o kvaliteti zraka.